Danes smo že globoko v drugi polovici kurilne sezone in dejstvo je, da velik del prebivalstva le še s težavo plačuje visoke položnice za ogrevanje. Da bi najranljivejšim skupinam ljudi pomagali pri spopadanju s finančno stisko, smo v opoziciji pripravili zakon o začasnih ukrepih za preprečevanje energetske revščine, s katerim smo želeli nastalo situacijo rešiti hipno, tukaj in zdaj. Tako imenovani energetski boni bi bili le prvi, a trenutno najbolj nujen ukrep. Žal je koalicija predlogu zakona nasprotovala. Na matičnem odboru smo zopet lahko poslušali izgovore v smislu: predlog opozicije zasleduje pravi cilj, a mi bomo zadevo rešili celovito. In tu se nam upravičeno postavlja vprašanje, kaj je ta vlada počela 4 mesece. In na koncu smo zaradi neodzivnosti vlade sami vložili predlog zakona. Naši državljani se soočajo z enormnimi, tudi večkratnimi podražitvami položnic. In če vemo, da je od vse porabljene energije v gospodinjstvu 62% namenjenih prav ogrevanju prostorov, bi nam morali zvoniti vsi alarmi. Kljub temu, da zakon na matičnem odboru ni bil sprejet, smo v opoziciji na pobudo LMŠ vlado vendarle zavezali k določenim aktivnostim. Vlada mora tako v roku 15 dni uveljaviti ukrepe, s katerimi bi začasno znižala prispevke, dajatve in trošarine na energente in s tem finančno razbremenila državljanke in državljane Republike Slovenije. Vlada mora pripraviti razlago zakona o oskrbi s plini na način, da bodo vsi odjemalci, ki energente kakorkoli, tudi posredno uporabljajo za ogrevanje svojih gospodinjstev, obravnavani kot gospodinjski odjemalci. V LMŠ od vlade pričakujemo, da bo vsaj pri tako resnih zadevah, kot je omilitev visokih cen energentov, držala besedo.